Se še spomnite mojih skrbi pri Bearish scenariju iz prejšnjega videa? No, biki so z eno potezo prebili kar dva velika Bearish vzorca. Se je pa pojavil novi. In poleg tega je zdaj tudi čas odločitve za Bitcoin. Bo šel še gor ali s korekcijo morda malček na stran in tako pustil še altcoinom, da se malček dvignejo, ali pa bo doživel strm padec in tako potegnil s sabo tudi altcoine. Lep pozdrav, z vami sem Explicit. Danes se bomo posvetili še Bitcoinu, saj je od njega odvisno vse. Naslednji video pa bo o VeChainu. To bo po mojem sredo ali četrtek, zato je najboljše, da se vpišete na kanal, da ga ne boste zamudili. Zdaj pa predlagam, da se kar potopimo v grafe. Gledamo Bitcoin dnevni graf in to je naš bearish scenarij. To je medvedji gramofonski trikotnik, ki ga spremljamo zdaj že kar precej časa, in naš naraščajoči klin oziroma rising wedge iz prejšnjega videa, ki je tudi medvedji vzorec. In biki so s tem prebojem dobesedno ubili dve muhi na en mah. Ampak vseeno upam, da to ni false breakout. Bom pa te vzorce zdaj kar zbrisal. Takole. In tudi adijo, tale gramofonski trikotnik, ki nas je ogrožal toliko časa. Zgornjo linijo bom pa še pustil, morda pride še prav v bližnji prihodnosti. Tukaj vidimo, da smo se včeraj celo lepo odbili od nje. Kar pa nam zdaj preti in na kar me je opozoril tudi Aljoša, je pa to, da lahko zdaj formiramo dvojni vrh. Recimo tukaj imamo en vrh, in tukaj zdaj formiramo ta drugega. Ta je tudi zelo velik in spet en medvedji vzorec. Če se ustavimo tukaj na nekje 63.000, je možnost res kar velika, tako da sam bi najraje videl, da to v bližnji prihodnosti prebijemo. Še vedno pa nas čaka korekcija, odvisno je samo kdaj in kako bomo šli. Ali počasi in na stran, in ta čas altcoini malce zadihajo, ali pa hitro in sunkovito, s tem, da ta poteza bi povlekla za sabo tudi altcoine. Podpore, ki nas čakajo, so 58.000, 53.000 in pa 50.000. Pri RSI smo tudi že malček prekupljeni, sicer je še placa za rast, ampak bo treba malček bolj paziti. Stokastik RSI tudi trenutno kaže momentum navzdol, ampak nismo še v modrem območju, tako da ni še bojazni. To je tudi Bitcoin dnevni graf, kjer je naš bullish scenarij in spremljamo vzorec cup and handle oziroma skodelica z ročajem. Izvedel se je naravnost fantastično, čaka nas le še popravek, to pa bomo videli kdaj in kako se bo izvedel. Kot že rečeno prej, ali bo počasi na stran ali pa sunkovito hitro. Po moje nima več smisla, da ta scenarij še spremljamo, tako da se naša skodelica z ročajem poslavlja. Ta naša nesrečna tržna kapitalizacija altcoinov, to je dnevni graf. In še vedno se vrtimo okoli 1300 biljonov. Nikamor se ne premaknemo oziroma se, pa nas potegne takoj nazaj. Ta naša skodelica z ročajem se še ima za izvest, ampak grozno zamuja za Bitcoinom. Ali se bo sploh kdaj izvedla? Morda ima odgovor na to vprašanje naslednji graf. Pred sabo imamo dominanco Bitcoina na kriptotrgu in to je tudi dnevni graf. Kot že samo ime pove, tukaj spremljamo, kolikšen delež trga zavzema Bitcoin. Torej, večji delež kot ima Bitcoin, slabše je za altcoine. Manjšega kot ima, boljše je za altcoine.
Tukaj sem tudi že izrisal vse tisto, kar sem videl. Trenutno smo na kar pomembni meji 46-47 odstotkov, tam nekje od katere smo lahko zavrnjeni. Tukaj vidimo tudi, da se formira naraščajoči klin oziroma rising wedge. To je medvedji vzorec, torej slabo za Bitcoin in dobro za altcoine, če ta vzorec prebijemo navzdol. Je pa vse odvisno, kaj bo Bitcoin naredil v bližnji prihodnosti. Če bo imel ostro korekcijo, bo vse zaman. Tako, to bo to za danes. V naslednjem videu pa bomo končno opravili WeChain tehnično analizo. Je že počasi v pripravi in bo prišel ven v sredo ali četrtek. Da ga ne zamudite, je najboljše, da se vpišete na kanal in nastavite obveščanje, da vas YouTube o njem takoj obvesti. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali v celoti, dejte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zelo bom vesel tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate s to analizo, se ne strinjate, imate morda kakšen svoj pogled, sem morda jaz kaj spregledal, kar napišite spodaj pod komentarji in z veseljem podebatiram z vami. Lep dan vam želim še naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu v sredo ali četrtek. Ne se pozabite vpisati, da ne zamudite. Čau!